Živijo, dobrodošli spet nazaj na moj kanal. Danes imam dve kamere. Oh my god, that is so cool. Spet sem zapravila 100 € na Temuju. Tokrat ni več sponsor, dejansko sem pač vse te stvari sama kupila, ampak imamo vse en kodo za vas, če hočete kakršnekoli popuste na Temuju, uporabite tole kodo. Imate pa tudi linke dol spodaj v opisu, tako da go check that out. Ampak da ne zavlačujem, dajmo kar začeti, ker imam veliko stvari. Mislim, da je tole nek base. Ampak nisem ziher, ker gor piše Life Girls, ampak piše Wear the Base Makeup. I'm not sure. Oh my god, zakaj to tek ne mogoče odpreti? What the fuck? Aleluja. Skoro sem si nos zlomila. Look at that. Ta noht bo glizdi dol padel. Tukaj spodaj imate napisano še ceno, zdaj pa da vidimo. As smooth as cream. Ok, dejansko ne smrdi. Mislim tak, diši po kremi, nič posebnega. Mene je tok strah, jaz sem po mojem imela tok mozolov čez par dni. In čez par dni imam snemanje, tako da mogoče tole ni glih pametno. Ampak jaz enostavno moram to sprobati. Ok. Jaz ne vem, koliko rabim tega sploh, ampak Shade Match, tak satisfying application je. Všeč mi je packaging, več pudrov bi moglo priti v tej obliki. Jaz bom zdaj uporabila Beauty Blender, I guess, grem ga zmočiti. Mogoče bi mogla uporabiti Frisian Beauty Blender, ampak ga trenutno nimam. No, blenda se glih ne najboljš, pa malo je presvetlo. Veš, kaj bom rekla? Shade je v redu, na tej strani bom zblendala z čopičem. Zdaj bi rekla, da je definitivno boljš z Beauty Blenderjem. Mislim, da je Beauty Blender mečkem več coverage naredil, drugač na tej kameri, zgleda čist drugač kot pa na tej kameri. Do we see the difference? That is crazy. Tukaj zgledam bela, tukaj zgledam pa normalno. Crazy. Definitivno je z Beauty Blenderjem boljšno. Na tej kameri zgleda grozen, tukaj, kakor vidite, zgleda normalen. Kaj je to? I don't get it. I don't get it. Kako se vam zdi? I don't know. V živo je full shiny, se mi zdi, da je full masten ta puder, ampak tudi vse pore se mi vidijo iskreno. It's a no for me. Takoj gre tule v gubico noter. V tole. Se mi zdi, da bo šlo tudi pod učki. Vem, da nisem zdaj perfectly blendala. Mislim, da bo to takoj noter v vseh gubicah. And I don't want that. Zdaj, jaz sem tokrat vzela dva pudra, tako da imam umesen step, imam še en cleanser. Tale. To je nek green tea makeup remover. I don't know. Green tea skin balance, or whatever that's supposed to be. Jaz si bom mogla po tem videu tako faced frisumiti z normalnimi produkti, ker I don't trust this. I really don't. Ampak the things I do for you guys. Tale stvarca je v bistvu na ta način, ko tule obračaš in potem pride ven cleanser kao. Sam ne vem, kako to čisto deluje. Ok. Dansko moraš parkrat zaspinati in zdaj Oh my god. Deluje kot šilček. In pa pač vzameš in razmažeš po frisu. Ful ti še pojem v cleanserju, ker sem ga jaz dejansko kupila na Japonskem, pa zelo mi je všeč ta feature, zaradi tega, ker imam jaz dolge nohte in je pač full annoying z dolgimi nohti noter po tistih cleanserjih. Jaz nočem vedeti, kakve sestavine so vse stule noter. Pač res nočem. Kar ne vem, can't hurt me. To je moja logika. Pa ne vem, če bi dala jaz tole preblizu učkom. I don't trust that. Edin, kar je dobro, je pač res ful dišino. Grem je zdaj to na WC pod umivalnik sprat, pa se takoj vrnem. Bom rekla, da je moja koža ful mehka, ampak imam feeling, da pri teh cleanserjih je pač zmer tak, da imaš pol en tak, ki si umivaš, imaš en tak layer, tak olja gor na frisu. Če bo v redu spucal. I guess, na tej kameri si boljš vidi. Zdaj sem testirala, kako dobro je spucal, s tem, da bom pač za vatko še šla enkrat čez. Ok, actually, ni toliko slabo, ni šlo veliko pudra še zdaj gor, dejansko je full fajn spucalo. To moram priznati, da je kar dober, ampak vse je zaradi tistega, ki mi naredi nek tak čuden feeling, te oljni cleanserji bi jaz pač spucala še z micelarno ali pa s čim drugim. Ok, gremo zdaj na drug puder. Tole je BB krema, tole je pa Tir Dupe. Dajmo začeti z BB kremo, ki jo lahko pač dam na eno polovico frisa, Tir bom dala pa na drugo. Tole je Jojo Diary, no idea what's that supposed to mean, je pa v odtenku 01, kar je ponovadi najsvetlejši odtenk, ker pač, kakor ste glih kar videli, jaz imam ful svetlo kožo. V glavnem deluje na isti način, kakor Tir, da je pač cushion foundation. Azijci imajo ful pogosto te fucking hell. Cel je ven padel, what the fuck? Ne moram odpreti tega. Ok. Actually ima tole gor, tako da lahko zdaj tak malo ASMR moment naredim, če bom sploh lahko prišla z nohtom zraven, ker imam dolge nohte. Oh my god.
To je ful rumeno. To je ful rumeno. Zdala to tu nazaj noter. Čisto vsakeč to ven pade, ko hočem odpreti. That's not good. It is what it is. Vzamem tale košelj in zdaj bom večkrat ponočila tukaj. In če se še niste naučili tega od tirtirja, dejansko morate na drugi strani tukaj dati odvečen produkt dol in šele potem nanesti na svoj obraz. Glavnem, zdaj na tej strani ga začnemo z BB kremo. Zdaj glede na to, da je tole BB krema, načeloma ne bi smela biti toliko ful prekrivna. Moram reči, da res ni, no. Zdaj za BB kremo je tole ful prekrivno. Jaz nisem ziga, da je to ne bi bil puder, ali ne bi bila dejansko BB krema, ampak če bi bile dobre sestavine, če ne bi bilo pač malo, če ne bi bilo iz temuja, bi mogoče tole vsada nosila. Evo, ena polovica obraza je. It's not bad, definitivno je boljš kot uno prej, ker se te cushion foundations se ful lepš blendajo. Ampak ni mi jasen tale packaging, zakaj me to ne uboga. To, kar vam pada, in to mi ni všeč. Pač, kaj so te stvari cute, no? To se ful odpira. Oh my god, ne. Get out. Gremo sprobati zdaj še tole. Tole je pa Kose Skin. Ok, to je pa definitivno pač tir dup. Evo. Tu sta side by side, original pa fake. Dejansko... Prvič sem sinec odprla. Ok, spet ga moram odpreti. Jaz se ne spomnim, a je bilo tudi pri tirtirju tak, da si mogel to odpreti? Ne spomnim se. Se vi spomnite, please povejte mi dal spadi. Tam ima malo bolj po pudru von, da bo vohan dejansko original. Ta je tak malo bolj po parfumu, te pa prav un puder von. Ne znam drugače razložiti. Glavno, ta je v odtenku 01 Ivory in če primerjamo z mojim tirtirjem, ki je 17C Porcelain, evo, shade difference. Tam je drugač direktna moj skin tone paše, za tega bomo pa zdaj videli. Are we ready? Dejansko je veliko produkta šlo dol, zdaj ga tukaj potapkam. Pa da vidimo. What is going on? Tole first of all definitivno ni moj shade. Tole je straight up bela barva. Ne vem, zakaj smo vzela toliko svetlega. Pa ful bolj je tekoč, kakor je ona BB krema bila. Čeprav. Veš, kak je ta ful bolj shiny kot ta? Vidiš? Pa spet lahko vidite to razliko. Koliko sem jaz tukaj bela? In zakaj tukaj spodaj nisem? Ok, definitivno se tam mečken teže blenda kot un. Pa tudi glede prekrivnosti. Mogoče malo posilo, da se posuši. Zdaj, če primerjamo z mojo kožo, definitivno se tam mečken bolj ujema kot pa ta. Ampak ta je isto kakor prej ful bolj shiny, kot pa tale. Actually ne vem, kak bi bilo z prekrivnostjo, kjer je bolj. Z obema zgledam grozen na tej kameri. Tukaj, not so much. Zdaj pa kar lepo tole upoštevati. Ok. V glavnem, zdaj bomo spet vmes, bomo uporabljala tale cleanser, da si očistim kožo. To je bilo za tale dva pudra. Zadnji pudr, ki bomo dejansko ga uporabljala pa tudi za naprej za make-up, bo pa tale Color Changing Foundation. Tako da, let's do this all over again. Mene moja koža, pa moje sovraži zdale. Ok, zdaj pravi, kaj je fora tegale produkta? Naj bi pač spremenjal barvo in naj bi se prilagodil tvojemu tonu kože. Kar načeloma ni res, če imaš temnejšo kožo, ampak za svetlo kožo pa naj bi deloval. Tako da, oh my god, the packaging is next level. Pa dejansko je tak heavy, dejansko nima feeling, kot da je cheap, pa oh my god, tole. Ok, na tej strani je pa dejansko pač ta foundation. Dajmo sprobati. Kako to svetlo, oh my god. Mene kar malo strah. Spet diši po... chemicals? Question mark? I don't know, guys. A to dela kaj? Ta brush je tak trd. Jaz bom uporabila tale brush. A mogu to z rokam zblendati? Kaj meni ni čist jasen. Zgleda, kot da nimam čist nič na faci ali pa neko full sheer kremo. S prstom, maybe? Aha, zelo malo spremeni barvo drugače. Ali sem jaz ful vzela svet odtenk? Ali pa pač, what is this? This is giving nothing! Pa še striki je! Bitch, what? Ne! Jaz sem se ful veselila tega, upala sem, da bo dober. Ampak ni, probamo beauty blender. Spet, tukaj zgleda v redu, tukaj zgleda malo manj. I guess this will do. I don't know. Pa ful je tak heavy feeling na mojem frisu, ono prav ne diha mi koža, tak počutim se grozen. Ok, actually, jaz bom vse tole skupaj dala čez gor dejansko tirtir, pa po čelu bom dala samo tirtir, ker to je vse za moje foundatione, pa bi rada dejansko pač make-up naprej, kolikor to v redu zgleda. Tirtir, I love you so much, there is nobody better than you, res.
Ok, tako zdaj vse skupaj izgleda. Še vedno mi je tale bil least favorite product, vse ostalo je bilo pa tak ok, ampak pač nič ne premaga dejansko originala. Oso ne bi jim glih toliko zaupala, da bi to nosila vsak dan, ker je pač temu make-up. Ampak gremo končno naprej. Zdaj naslednji izdelek je kontur, ki je v tej obliki in je pač tako tak kuli in potem pač tukaj pritiskaš dol, da pride ven, če sploh pride. Se kaj dogaja? No. Oh my god. Ok, ne vem, koliko je tole pigmentirano, tako da bom sem tega naredila. Pa dajmo zblendat. Ok, what the hell? Ok, dejansko ni bad. Dejansko ni bad. Zdaj ni ono super ultra pigmentirano, ampak je glih prav po mojem. Brez in z. It's alright, I guess. Mogoče še takle spodaj. Na tej strani bom probala z Beauty Blenderjem, that's not a bad idea. Ok, mogoče se z Beauty Blenderjem lažje blenda. Ok, z Beauty Blenderjem je definitivno boljš. Pa všeč mi je, ker je dejansko hladno odtenk. Tako se mi zdi, da pri nas je ful težko dobiti hladno odtenk konturja, ker so vsi kot bronzerji. Na tej kameri izgleda res kot duh. Mene to skrbi. Zato pa imam dve kamere, zato da lahko vidite, da dejansko ni tak. Mogoče je ta kamera preveč kvalitetna za make-up tutoriale. Zdaj bom probala še konturat moj nos, ker se mi zdi, da je tole v bistvu popoln produkt za kontur nosa. Ker lahko res tanko linijo narediš. Oh my god, snatched. Ok, pač realno zgleda, kot da sem imela nose job, glih kar. Semečka bom dala mojega concealerja na bridge. Oh my god, cute. Tole je do zdaj moj najljubši izdelek. A se spomnite unih kuljev? Jesus. Get out. Unih kuljev, ki si lahko z enim kuljem več barv narisal, no to je ta kulje, ampak je make-up. To je highlighter, pa imamo za ustnice, potem imamo za obrvi in pa eyeliner. Jaz sem zdaj tole uporabila za obrvi, vzela sem rjavo barvo, ker pač niso imeli oranžne in bom probala narisati moje obrvi. Tole je genialno. Tole, če potujete, je amazing. Ok, tudi če ne potujete, tole amazing. Kako pa pol to? Čak malo. Aha, in pol ko ti zmanjka, tole obrneš in spet pride ven produkt. I love this. Oh fuck, kako naj zdaj naredim iste obrvi. Zdaj, jaz imam malo problem, ker tukaj pač jaz imam obrite obrvi do sem in pač tukaj naprej nimam dlak, tako da mogoče bi mogla sprovati kak un brush, ki je več brushov, veš, ki lahko pa narišeš, ampak this works. Jaz si zmer eno obrv naredim popolno, drugo pa pač ne. S tem bomo pač se soočili, kdaj drugič. It's fine. Dajmo še highlighter sprobati. Če dam highlight mečke na nosek. Or not. A to sploh dela? Čist mal, oh my god. I guess mal je highlighta, ampak čist mal. Obrvi so amazing, vse ostalo pa dajmo še eyeliner sprobati. It's not bad. Mislim, to zdaj ne bo ono waterproof eyeliner za cat eye narediti, ampak drugače pa cool. Zdaj za ustnice bom pa na koncu še sprobala, ker nimam čist nič druga za ustnice, ampak gremo naprej z naslednjim produktom, ki pa so paletke in vzela sem 3. Tale je najbolj zanimiva. Ta je v bistvu take oblike knjige in noter imaš ful enih stvari. Tu so eyeshadows, še eyeshadow, highlighter, blush in pa na koncu so še šminke, tako da pač tu bom definitivno pa na koncu šminko uporabila. Zaradi tega, ker ima ta paletka še druge stvari, bom tukaj uporabila highlighter pa blush. Tako da vzamem moj blush brush, ki je tale moja vrtnica, ki je tudi ste moja by the way, in bom uporabila tale odtenk. Please ne bo dobro, please ne bo dobro, please ne bo dobro. Ok, ni bad. Not bad. Tudi vonja nima neki. Pa glede na to, da dobiš tek milijon stvari tule noter, se mi zdi, da se tole kar splača, se mi zdi, da je tole kar cool. Zdaj pa dajmo sprobati, koliko je dejansko pigmentirala tale paletka, mene najbolj zanima itak črna barva. Ok, yeah, it's not the best, it's not like Jeffree Star quality, ampak it's alright. Še tole rdečo bom probala. Mislim, za to, kar je good enough. Probam še enega, ki je svetleč dejansko, mogoče tole zeleno. Nisem glih nekaj pričakovala, da bo, ne vem, mind-blowing, ampak it's okay. Ok je. Sam to.
Ok. Zdaj bom vzela še highlighter iz tele paletke. Please, ne bo dober. Zdaj na tej strani se pač ne vidi, ker se svetloba ne odseva iglih iz une strani. Ampak, y'all can trust me, this is good. Zdaj bom mogoče tole belo uporabila na mojem nožku, ker uno prej didn't do shit. It's okay, I guess. Zdaj bom pa za ustnice uporabila tale pen spet, pa jo bom obrobila, pa bom pa čez dala tole šminko, ne vem, eno barvo od teh. Sicer ne vem, zakaj je tukaj črna, po moje shit. Zanimivo, da so to dali. Mislim, ne vem, a to naj bi bil, a bi naj bil to kontur, kao. Well, that is nice, ampak ne vem, kak je dejansko formula tega. Oh my god, to je prav, kot da bi si s kuljem risal po ustnicah. Mislim, barva je cute. Barva mi dejansko paše. Kjer od teh šmink naj uporabim? Mogoče tole. To se sploh ne meča z lip linerjem, ampak actually? A bi rekel, da je to iztuven. I'm gagged. Amazing. Zdaj, mogoče mi shade ni čist najbolj všeč, ampak it's alright. Imamo še druge izvire, ampak to, ker sem pač slabo barvo izbrala, okej? That's on me. Zdaj pa dajmo dejansko paletke sprobati, ampak predtem s tem začnem si moram pripraviti učke. Na učke bom dala pa pač moj concealer. Zdaj pa na tej učki bom uporabila tole paletko. Super, stvari padajo. Tole paletko, ki je Galactic Assemble in mi je tok amazing, ker so pač dejansko planeti. Look at them. Look at them. In vsi so poimenovani in obožujem jih. In moj planet je Pluton. Right. Ni planet. Ni planet. Okej. Bomo pa uporabili moj drug planet, ki je Mars, ker sem na srečo škorpion, imam 2 planeta. That's amazing. In Mars je seveda oranžen, as expected. Dejansko so pač take barve, kakor so. Zdaj jaz nimam opranih brašov, tako da tole je kar zanimivo. Ajde vidimo, kak je Mars. Oh my god, koliko se mi krisa tole noter v uč. Jaz bilo fajn, če bi nekak eyeshadow primer, ampak ga nimam. Zdaj se mi sicer zdi, da s temi mogoče ne moreš tak narediti nekega barvitega looka, ker pač je vsaka barva toliko specifična. I don't know. Color payoff is nowhere to be found. Je pa mačken shiny. In to je vse, kar je. I don't know. A je samo zaradi tega, ker sem tak shade izbrala? A ker sta dejansko pač Venera pa Mars dosti blizu po barvah, bom uporabila še mačken Venus. Če je kaj drugač. Niti približno. Tale paletka je razočaranje. Mogoče mačken Saturna, ki je kao rumen. Da lahko dam... okej. Saturn popping off. Tu nadam dala kot nek tak highlight. Ok, Saturn redeeming the palette. I see you, girl. Sicer ne neki full, ampak... Zdaj pa uporabila Luno, še za mačken shade in... that's not gonna work. Ker je dejansko pač srebrna barva. Zelo je tak galactic look, to bom rekla. Lav je naredila nek tak futurističen look za tole paletko. Do you see the vision? Cause I don't. Ja, te paletki definitivno falijo neke mat barve. Dajmo testirati, koliko je dejansko pigmentirana. Dajmo tole. Ok, dejansko ni bad. Kaj če jaz tole sam tak dam čez celo veko? Čez vse tole? Ne. No, thank you. Ja, tale paletka je trash. Definitivno. Oh my god. Niti ne moram saveat, niti ne vem, kaj naredim, ker pač it's not giving anything. Jaz mislim, da lahko tole paletko sam dol zaprem in move on with my life. Vzamem tole paletko, ki je mačken bolj umirjena. Sploh nisem opazila, one so bili planeti, tole pa dejansko horoskop. Vidiš, tu je krog. Cute. Glavnem ta je mačken bolj so neutralne barve. Sem pa dobila zraven še tale fucking brush. Jaz moje mame leta in leta nisem mogla prepričati, da pač ne smije uporabljati teh brushov in da si mora dejansko bruše kupiti. Zdaj bom probala dejansko lepo narediti. Začela bom za svetlo, zato da pač naredim nek base čez učko. In res upam, da bo dobro izgledalo. No, imam vsaj en uč normalno narejen. A je to sploh spustilo kaj barve? A je to sam ista barva, kakor moja učka? Jaz sem vzela mačken temnejšo. Ok, ja, mačken barve je. Sicer ne velik, ampak... listen, she's trying. Zdaj pa s tole temnejšo, probala narediti mačken bolj smoky eye. Bitch, where's the pigment? Zdaj, blendajo se sicer v redu, ampak to je samo zaradi tega, ker nobena od teh barv dejansko nima pigmenta. In to je to.
Zdaj pa probala dati na sredino učke spet nekaj malo bolj shiny. Bom pa uporabila ful me mika tale, ki je dejansko sparkles, ampak to še nikoli ni delovalo, tako da bom vzela mogoče tole rozasto. In ne deluje. Bom probala s prstom. Ker te shimmerji so pa navadi bolj s prstom delati, ampak nič. Absolutno nič. Ta paletka je rekla, dala ti bom tek 1% opacity-ja. Razočaranje. Ampak glede na to, da je istemuja. Kaj če tole uporabim kot setting powder? Mogoče bom to probala. Se na mojem puffom bom probala. To je ful preveč oranžno. Ok, ampak ni bad. Setana koža, ni setana koža. Mislim, zdaj se ne svetim več tok, which is nice. Zdaj še mečkem popravila kontur z temela. A je to kao kontur, ker to je tek ful preveč oranžno. Bom jaz to uporabila kot bronzer. To je bolj blush. To je definitivno bolj blush. A sem jaz slepa ali ful je pigmentiran? Zakaj je to bolj pigmentirano kot to? That's crazy. Tale paletka me je razočarala. Obe dve paletke sta me razočarane, iskreno. Tako da, ta je bila še edina dobra. Ampak, dajmo zdaj moje učke dokončati, ker bom sprobala še eyeliner iz tegale. Upam, da mi fucking uč ven ne pade ali neki. Ok, dejansko bom dala tek na waterline. Še tukaj. Ok, tek za čist malo eyelinerja je full cute. In kar me skrbi je tudi, da sem začela jokat, ker pač tile izdelki niso glih najbolj kvalitetni. Oh my god, se že zdaj. Ampak pigmentiran je, to je dober. Glede na to, da tale učka že zdaj izgleda grozen, bom probala narediti mačkam bolj orang eyeliner, ampak se itak s pencilom ne moreš neki full narediti. Ok, ampak ni bad. Tek za malo... da malčkam potegne učko. Je pa cute, to pa bom rekla. Mislim, da je to zadnji izdelek, zdaj pa sem še maskara. Ok, to je ena unih maskar, ki sem jo jaz videla povsod, ko sem na japonskem in ni toliko dobra, kakor si govorijo, da je. Mene je strah tole dati na moj uč. Proti temu, kakva je moja normalna maskara, je tole... Kaj če... Ali pretresem mal, ali... Ne. No way in hell. Zdaj bom na tele učki dejansko pokazala, kakva je maskara iz H&M-a. Je 1000krat boljša kot tole, pa je iz, again, H&M-a. A vidiš to razliko? Zdaj, ne vidi se mogoče zaradi tega, ker je tukaj pač temnejši make-up, ampak razlika je insane. Pa to je sam en layer te maskare. Ok, probala bom še en layer tela narediti, ampak tole pa res smrdi, kot da mi bo jutro mi bo učka ven padlo ali neki. Ne, pač ne. Disappointed. Ok, nažalost je to za današnji make-up. To so bili vsi izdelki. Eni so bili dejansko v redu, eni so bili mačken manj. Če boste karkoli kupovali na Temuju, again vas opozarjam, da pač mogoče to ni najbolj primerno za daily make-up, mogoče kakšne eyeshadow ali pa te za obrvi ali pa kaj takega, ok. Ne pa pač pudrov ali pa krema ali pa vsega tega. Pač zato imate mene, zato da jaz za vas testiram in jaz riskiram svojo kožo. Zdaj pa to še ni vse, jaz sem še eno stvar naročila, ampak je huge, tako da bo to čist video posebej. To je v bistvu tale škatla, kjer je full enih stvari. Tole bom sprobala naslednji teden, da vam povem, kak so tile paketki iz Temuja, ampak jaz mislim, da bo noro zanimivo. Ampak že škatla sama po sebi je gorgeous, it's amazing, gled to, pač the packaging je crazy. V glavnem, to je drugače za tale video, to, hvala, da ste ga gledali, če vam je bil všeč, dajte en like, da uspati se naročiti na moj kanal in pa komentirajte, katero od teh izdelkov je bil vaš najljubši, kak se vam zdi moj make-up in če imate kakšne predloge, kjer make-up iz Temuja naj naslednjič testiram, mi dole spodaj napišite in mogoče ga bom res. To je to, lepo se imejte in veliko se smejte, pa se vidimo naslednjič. Čau!